Na Katarini zahvala gasilcem. Kmetijska zadruga Medvode z minimalnim dobičkom. 20 let podjetja Hipnos. Monografija o Starem gradu. Mladi obujali Simona Jenka. Za konec tedna se je prepevalo. Ujeti pravi čas. Medvoški silak Matjaž Belšak. Lepo pozdravljeni. Na podružnični osnovni šoli Topol so se minuli petek tamkajšnji učenci zahvalili gasilcem in vsem, ki so kakorkoli pomagali prebivalcem med letošnjo naravno nesrečo. S kratko igro z naslovom Šelestijo gozdovi domači so podoživljali življenje na Katarini med žledolomom. Tokrat so medvoški gasilci na Katarino prišli brez motornih žag. Učenci in učitelji podružnične osnovne šole Topol so se minuli petek tako gasilcem kot vsem, ki so pomagali tamkajšnjim prebivalcem, zahvalili za njihovo prijaznost in nesebičnost. Danes smo pripravili program, s katerim smo se želeli zahvaliti vsem ljudem, srčnim ljudem, ki so nam v času žleda pomagali tukaj gor na Katarini. Učenci in učitelji so pripravili kratek kulturni program, ki se je navezoval na letošnjo naravno katastrofo. V njem so podoživljali trenutke, kot so bili izpad elektrike, pokanje dreves in izolacija od preostalega dela sveta. Častni gostje prireditve so bili gasilci, ki so se v času žledoloma večkrat prebili do Katarine in skrbeli za dobrobit krajanov. Gasilci oziroma tisti ljudje, ki smo priskočili na pomoč v tej intervenciji žled 2014, smo veseli, da so se nas tudi krajani spomnili in tak na simboličen način, to da srčen način izrekli tisto zahvalo. Se vidi, da so ljudje bili veseli, da so na drugi strani imeli nekoga, ki jim je priskočil na pomoč, kot da samo superlativa v takih zadevah. Franci Jarc je pohvalil tudi organizacijo krajanov, ki so se sami lotili odpravljanja škode in čiščenja cest. Velikokrat so se na pol poti srečali z gasilci in jim tako olajšali delo, kar kaže, da si krajani med seboj v hudih razmerah priskočijo na pomoč. Ja, kakor smo že povedali na prireditvi, je bil to čas, ki je res pokazal, da mislijo tudi v dolini na nas, da nismo nikoli sami tukaj gor. To se je res izkazalo ob tej naravni nesreči. Res so gasilci dali vse od sebe, ravno tako naši fantje in možje, ki so v času žleda sekali, žagali, čistili elektrotraso in pomagali električarjem, da smo mi dobili električni tok veliko prej, kot bi ga sicer. Naslov prireditve je bil Ko šumijo gozdovi domači in kljub veliki količini podrtega drevja v gozdovih bodo te v prihodnje še vedno šumeli. Jaz mislim, da bodo, ampak v pozitivnem smislu. Ne v takem smislu, kot smo doživeli to meseca februarja. Bližajo se sicer nam tudi sušni meseci, saj tako se napoveduje in zašumi tudi lahko takrat v gozdovih, ampak upamo, da ne bo tako šumelo, da bi mogli gasilci zopet v pomoč. Učenci podružnične osnovne šole Topol so bili zaradi izpada električnega toka prikrajšani za teden dni pouka. Izredno navdušeni so bili nad prihodom gasilcev, tako da lahko med gasilci pričakujemo tudi kakšen podmladek iz Katarine. Žledoloma so se gasilci dotaknili tudi na včerajšnji skupščini Gasilske zveze Medvode. Za udeležence intervencije je naravna nesreča prinesla veliko odrekanja, mučnega dela in seveda stroškov. Del teh je občina gasilcem že vrnila. O samih zneskih je težko govoriti, moram povedati, da nekaj stroškov je bilo že povrnjenih tistih prvih strani občine, tako kot je obljubljeno, počakajmo, bomo videli. Mislim pa, da je sodelovanje z občino Medvode na zelo visokem nivoju in tudi sem prepričan, da bomo ta sredstva prejeli po društvih in seveda se jih že veselimo, se na vse zadnje jih tudi potrebujemo, kajti stroškov je bilo res ogromno pri tej intervenciji žled 2014 in upam, da se kaj takega v bližnji prihodnosti res ne bo več ponovilo, kajti to bi bilo tudi za gasilce že preveč naporno.
Stroški, ki so nastali tekom intervencije žled 2014, znašajo skupaj 55 tisoč evrov. Župan je v svojem nagovoru gasilcem že omenil, da bodo del denarja strani občine še prejeli, naj pa ne pričakujejo kritja celotnega zneska. Na skupščini je bil izpostavljen tudi status prostovoljnih gasilcev v družbi. Tvegajo svoje življenje, da pomagajo drugim. Verjetno bi bilo potrebno kaj postoriti tudi za gasilce. Več o skupščini Gasilske zveze Medvode v naslednji informativni oddaji. Zadnjo nedeljo v mesecu marcu so se na občnem zboru zbrali tudi člani Kmetijske zadruge Medvode, tokrat ponovno v Vodicah, saj tam povezuje zadružnike Medvoške občine, dela Mestne občine Ljubljana in Vodiške občine. In vesela novica, lanskoletna minimalna izguba se ni ponovila in nadaljuje se prejšnji 10-letni niz minimalnega dobička. V letu 2013 v višini slabih 8 tisočakov. Od skupaj 256 članov se jih je občnega zbora udeležilo le 30, kar glede na vse dosedanje izkušnje pomeni le, da so člani z delovanjem zadruge zadovoljni, pa tudi, da je njeno poslovanje transparentno in da so s poročilom o poslovanju, ki ga prejmejo hkrati z vabilom na občni zbor, dobili tudi vse potrebne podatke. Občni zbor Kmetijske zadruge Medvode pa se je tako kot vedno pričel s kratkim kulturnim programom, na katerem so skečem med drugim nastopili tudi 4 pomembni člani Medvoške zadruge. Vodstvo Kmetijske zadruge Medvode je v uvodu poslovnega poročila za leto 2012 zapisalo med drugim: v leto smo vstopili z novo vlado in s pričakovanjem, da bomo s krizo dokončno opravili. Tokrat pa je zapisalo: tudi v leto 2013 smo vstopili z novo vlado, upamo, da to ne bo prišlo v navado. In še, hrana je v času zadnje krize za nekatere postala nesramno poceni, za vse več ljudi pa postaja draga in včasih že nedostopna. Želji kmetijskega ministra, da hočemo več lastne hrane, da potrebujemo več mladih kmetov in okolju čim bolj prijazno kmetovanje, so v vodstvu Kmetijske zadruge Medvode dodali tudi svojo željo, da želijo tudi višje plačilo za opravljeno delo in več spoštovanja, tako do hrane kot tistih, ki jo pridelujejo. Bilo je cel kup dogodkov, ki so bili pomembni, ampak v glavnem lahko generalno rečem, da je zadruga to leto dobro poslovala. Poslovno leto 2013 je Medvoška kmetijska zadruga namreč zaključila z minimalnim dobičkom v višini slabih 8 tisoč evrov. Kljub temu, da smo preko poslovnega leta imeli recimo konkretno izpad dohodka v mesecu marcu zaradi slabe prodajne sezone, predvsem zaradi vremenskih razmer, ki so bile, potem uvedba DDV-ja, prodaja ljubljanskih mlekarn, potem prodaja mesarije v Vodicah in nakup zemljišča v Vodicah, tako da je bilo kar nekaj dogodkov, ki so zelo vplivali na samo poslovanje zadruge. Kmetijska zadruga Medvode še vedno za malenkost manj kot tretjino svojih prihodkov ustvari s prodajo mleka s 95 kmetij 2 kupcema, preko združenja italijanskemu kupcu in večino ljubljanskim mlekarnam. Zaradi vročine, suše in pomankanja krme ga je bilo lansko leto pridelanega manj kot 11 milijonov litrov, vendar je bila dosežena cena v drugi polovici leta nekoliko višja in je decembra dosegla zgodovinski maksimum. Vodstvo Kmetijske zadruge pa je z obžalovanjem sprejelo dejstvo, da je zaradi neenotnosti slovenskih zadrug novi lastnik ljubljanskih mlekarn lansko leto postala francoska multinacionalka Lactalis, čeprav se v tem trenutku negativnih posledic še ne zaznava. Ja, to je naša velika žalost. Mi smo bili kot ena tistih zadrug, ki smo si želeli in zahtevali, da pride v naše roke mlekarna, v slovenske roke. Ja, posledice se zdaj še ne vidijo, ampak jaz samo upam, da ne bojo tragične. Jaz smatram, da dolgoročno tudi lastništvo ljubljanskih mlekarn ni najboljša varianta, vendar kaj hočemo. Zadruge, ki so sodelovali v tem odkupu, so nekatere pač te stvari vzeli preveč lahkotno ali pa neresno in nam je pač ta priložnost, ki bi jo lahko imeli, spolzela iz rok. Žalostno pa je, da ljubljanske mlekarne kot tovarna so sodobna, ena najsodobnejših tovarn v Evropi
in praktično temu novemu lastniku ne bo potrebno ničesar vlagati naslednjih 4-5 let, kar pomeni, da je te mlekarne dobil zelo poceni. Manj ugodne pa so bile cene pri odkupu goveje živine, s katerim kmetijska zadruga v zadnjem letu sicer ustvarja več prihodkov kot s prodajo mleka. Je pa plačilna nedisciplina veliko večja. Preko zbirnega centra živine na Brodu je bilo lansko leto sicer prodanih skorajda 4000 glav živine, od tega 1151 glav strani članov Medvoške zadruge. Vreme pa je, poleg bolj racionalnega obnašanja kupcev, oklestil pričakovan zaslužek v 4 prodajalnah kmetijske zadruge Medvode, v Vodicah, Vižmarjih, Dobrunjah in seveda v Medvodah, kjer je bil izpad sicer največji. Če sklenemo, promet sicer večji, izplen pa manjši. In morebitna tržna niša v kmetijstvu? Veste, to je že obrabljena fraza, ne? To je vprašanje za, ne rečem milijon, ampak za 100 000 evrov. Ne bi si upal to nekomu posvetovati. Trenutno je pa recimo proizvodnja mleka, oziroma bom drugače rekel, cena mleka je zelo dobra trenutno, pa mislimo, da bo tudi še držala v letošnjem letu verjetno tudi kakšnih posebnih padcev ali pa cena je pravzaprav na maksimumu, ne, do sedaj. Nikdar še ni bila višja cena kot je sedaj. Medtem ko pa cena živine, ne, odkupna cena živine je pa močno padla, ne, tako da ta gibanja so vedno prisotna. Ne. Dejstvo pa je, lejte, značaj kmetov ali pa na splošno kmetijstva je, da dela na dolgi rok, ne, in ta nihanja pač nekako preboli. Največji dvom se trenutno poraja z načrtovano ukinitvijo mlečnih kvot. Zavedajo se, da bo zato ponudba mleka na trgu Evrope večja, upajo pa vendarle tudi na vedno večjo porabo. No ja, morda se bo slišalo kot črni humor, ampak svojo tržno nišo sta pred 20 leti našla dva, takrat še precej mlada podjetnika, Brane Vasle in Aleš Galov, in ustanovila podjetje Hipnos. Konec marca sta na poseben način z gledališko predstavo in kulturnim programom počastila ta okrogli jubilej. Tokratno praznovanje okrogle obletnice podjetja pač ni bilo tako, kot smo ga sicer vajeni. Jaz sem dobil idejo za ta praznovanje zato, ker da je nekaj posebnega. Se pravi, posebno smo mi kot podjetje, posebno je 20 let, pa posebno smo rekli, da naj bo tudi pač jubilej. Večina teh zabav je tako nekako pridite, usedite se, jejte, pite, ne. Mi da smo pa mečkam s kulturnim programom popestrila, tako da malo drugače, kakor samo sedeti in piti pa jesti. V črni komediji Vinka Möderndorferja v izvedbi gledališke skupine Šota Kuda Borovnica in s pomenljivim naslovom Mama je umrla dvakrat sta nastopila tudi oba glavna predstavnika podjetja Hipnos, tako Aleš Galov kot Brane Vasle. Slednji je bil tudi glavni pobudnik, da sta pred 20 leti, še kot mladeniča, ustanovila podjetje Hipnos, ki opravlja pogrebne storitve. Takrat sta bila oba brez redne zaposlitve, z občasnimi deli, Galov kot picopek v gostilni pri Petelinu v Sori in Vasle kot natakar v nekdanjem klubu Sova, kjer je tokrat tudi potekalo druženje po kulturnem delu slovesnosti. Jaz sem namreč iz Savinjske in tam je bilo že dolgo leta vse v bistvu privat, so bile pa komunale, v bistvu žale. In sem se preselil v Medvode in sem imel skozi nekje skrito v glavi, da bi odprl pogrebno podjetje, ampak se nisem upal. Ali pa sem potiskal na stran. In ko se je pač slučajno porajala ideja, neko sem delal v klub Sova, star lokal, in prijatelji iz Petelina so prileteli na pijačo k meni, ne vem, 2., 3. ura zjutraj, in sem med pogovorom rekel, jaz bom pa enkrat odprl pogrebno podjetje v Medvodah. In Aleš pride, a res? Pridem k tebi delati ali pa greva skupaj. Rekel, ajde, v redu. In drug dan sva začela. Kaj ste takrat razmišljali, ko ste rekli ja, pogrebni zavod? Ja, ideja je bila res. Prvič je bila ideja na takem mestu, v situaciji, ker pač takrat oba dva niso bila redno zaposlena. Tako da je bilo to pravi trenutek, pravo mesto v gostilni, v baru. Takrat tam se pravijo, da se še danes posli sklepajo.
Tako da je uspel, nismo obupala, ker začetki so bili katastrofalni, bi rekel, ne slabi, katastrofalni. Sva zdržala, danes je pa to, kar je danes. V grški mitologiji pomeni hipnoz bog spanja. Opravljanje pogrebnih storitev, delo je naporno, brez rednega delovnega časa in tudi stresno. Čeprav zanj ni poklicnega izobraževanja, zahteva različne sposobnosti in veščine. Situacije so sigurno, se pravi, ta poklic ni lahek, ni šole za njega. Tako da začetki so bili res, bom rekel, inovativni. V teh letih bi težko rekel, da sta dva pogreba bila ista pogreba. Tako da po en stran zanimivo, razburljivo, pač pomagamo ljudem v tej stiski, čeprav težko, ampak v nekaterih trenutkih, ampak jaz mislim, da smo zdaj že na tej poti, da nas ljudje že spoštujejo pri tem poslu in da jim pomaga, da jim čim bolj olajšamo delo oziroma skrbi, ki so že tako načete pri takih primerih. Najtežje je še zmeraj, še zdaj, po 20 letih, če umre nekdo mlad, sploh otrok, to je še zmeraj, ne more se tega navaditi nikoli. To je najtežje. Stanje medvoških pokopališč ocenjujeta za veliko boljše, kot je bilo pred 20 leti. Zadovoljna sta z vsemi širitvami in načrtovanem prilagajanju, kot se obeta v Preski, kjer ne bi bil omogočen tudi raztros pepela. Me pa najbolj moti pri pokopališčah to, da so obnavljala, da so se gradila na nov in pa da niso pristopili zraven strokovnjaki, ki to uporabljajo. Se pravi, bili so arhitekti, kar je spoštljivo pač vredno spoštovanja, ampak veliko stvari ni uporabnih. Se pravi, težje delo za nas. Mogoče na izgled lepo, ni pa predvsem uporabno, kar je pa mal minus za nas, ampak lejte, nekako furamo naprej in to pač potrpimo in nobeno delo pač ni idealno in s tem smo se tudi mi sprijaznili. Podjetje Hipnos ne deluje le na področju naše občine, ampak tudi izven njenih meja, predvsem v Poljanski in Sevški dolini, pa tudi izven državnih meja. Saj je bilo eno prvih, ki je umrle, vozilo tudi po državah nekdanje Jugoslavije. Dejstvo je, da domžalski Helios ni več v slovenskih rokah. Pred tednom dni je avstrijski holding Ring International namreč končno nakazal 106 milijonov evrov in postal njegov 78% lastnik. Dan kasneje pa je objavil prevzemno ponudbo še za ostale delnice. Tudi malim delničarjem ponuja za delnico 520 evrov. Od ponedeljka dalje je novi predsednik uprave skupine Helios Aleš Klavžar, saj se je Uroš Slavinc upokojil. Z mesta podpredsednika uprave pa je odstopil tudi Marko Vresk, ki pa ostaja na funkciji direktorja Heliosa. Agencija za trg vrednostnih papirjev pa že ugotavlja, ali ni morda novi lastnik obvladoval Helios, še preden je podal prevzemno ponudbo. Več o tem pa prihodnjič. Še naprej poskušamo priti do dna nekaterim zgradbam, ki so vrisane na novi panoramski tabli pred občinsko hišo in nakazujejo razvoj v naslednjih letih. Verjetno ste že opazili ali pa vsaj slišali o tem, da naj bi Medvoški center kaj kmalu dobil tržnico. Kaj več kot to, da so se dela sicer že začela, nam doslej ni uspelo izvedeti. Saj projekt menda vodi sam župan. Pa poglejmo, če smo tokrat imeli kaj več sreče. Ker od občinske uprave in župana do zaključka redakcije nismo dobili nikakršnih odgovorov glede projekta ureditve središča Medvod in posledično tudi tržnice, smo pod drobnogled vzeli občinski proračun oziroma rebalans proračuna. Tam je zapisano, da so bila v letu 2013 sredstva v višini 51.623 evrov porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za občinsko upravno stavbo, Prizidek in Medvoške ceste skupaj z novo tržnico, torej ureditev centra.
V dokumentih pa smo našli tudi znesek od 40 do 60 tisoč evrov, ki naj bi bil predviden za ureditev mestnega središča, predvidoma tudi za pokrito tržnico. So pa lansko leto občinski svetniki že sprejeli 2 akta, ki urejata prodajo blaga zunaj prodajalenj, torej na stojnicah in Medvoški tržnici. Prednost pri prodaji na tržnem prostoru pa bodo imeli kmetovalci z naše občine in ekološki kmetovalci, ki imajo za tako pridelavo pridobljen ustrezen certifikat. Nova oziroma preurejena tržnica naj bi tako postala del ureditve središča Medvod. Z novo podobo naj bi tako postala bolj uporabna ne samo za same prodajalce, ampak tudi za kupce. Mi smo se seveda na občinsko upravo obrnili z vprašanji, ki verjetno gledalce najbolj zanimajo. In sicer, kdaj naj bi bila nova tržnica oziroma pokrita tržnica dokončana. Odgovorov do danes nismo dobili. Kot smo že poročali, sta v lanskem decembru v Smledniku išli kar 2 zanimivi monografiji. Predstavitev prve so s predavanjem o rodbini Lazarinjevih krajani že doživeli. V preteklem tednu pa so lahko z zanimanjem prisluhnili še predstavitvi znanstvene monografije o gradu Smlednik. Najpomembnejše izsledke raziskav opravljene na Smledniškem starem gradu v letih 2011 in 2012 je predstavil urednik knjige in eden od vodilnih strokovnjakov z področja srednjeveških gradov pri nas, Benjamin Štular. Stoletje in pol že poteka preučevanje gradu Smlednik s povečano intenziteto v zadnjih 60 letih, a šele po zaslugi 2 vodilnih slovenskih arheologov svojega področja, Andreja Gasparija in Benjamina Štularja, imamo danes moč na enem mestu dobiti vpogled v celoten izkupiček zgodovinskega gradiva, konzervatorskih posegov ter izsledke najnovejših raziskav. To pa je le prva, a zato toliko bolj pomembna stopnica v osnovanju usode starega gradu v Smledniku. Treba je poudariti, da gre, mislim, da za 3. tovrstno publikacijo v Sloveniji, kar pomeni, da že zaradi tega je lahko Smlednik in tudi okolica ponosna. In takšna, vsaka tako restauratorska dela, kot tudi en soliden turističen izdelek mora temeljiti na nekaterih dejstvih, ampak seveda ta dejstva je treba nadgraditi z vsebinami, z raznimi vsebinami. Jaz mislim, da se nekako še ne zavedamo, kako izjemno delo to je. Kako pravzaprav redek primer v Sloveniji smo, kjer nam je dano, da je stroka naklonila nam toliko časa. No. In kot je dr. Štular že v samem pogovoru rekel, to je ena podlaga. To je za moje pojme en zelo dober in zelo velik strokoven prispevek, zdaj pa od nas odvisno. Ne? Zelo lepa primerjava je bila, imamo kruh, zdaj pa odvisno od nas, čem ga bomo namazali. Knjiga, ki nosi naslov Grad Smlednik, raziskave 2011-2012, na dobrih 200 straneh zajema širok spekter poglavij, ki analizirajo tako bazične zapise raziskav po letu 1961, zapise o pisnih virih, vlogo gradu v prostoru, kot rezultate stavbne analize, gradbenega materiala in zadnjih izkopavanj. V zanimivem predavanju v dvorani Kulturnega doma v Smledniku je dr. Štular med drugim podaril tudi nekaj pogostih stereotipnih prepričanj o grajskem življenju in zgodbo začel tam, kjer se knjiga konča, z epilogom, ki na bralcu prijazen način opiše zgodbo starega gradu. Jezik v knjigi je dostopen, ne uporabljamo po nepotrebnem nekih strokovnih izrazov. Poleg tega smo tudi citiranje prenesli v opombe, torej da glavnega besedila s tem ne obremenjujemo, kar pomeni, da je po mojem vsakemu bralcu, ki ga gradovi zanimajo, ki bo jim pokazal nekaj potrpežljivosti, bo zagotovo knjiga prinesla vsaj nekaj veselja ob branju. Štular pa je ob dejstvu, da je stari grad že pred stoletji zaradi hitre krušljivosti kamna izgubil oklep zidov, izpostavil še eno, sicer osebno stališče. Po njegovem prepričanju bi moral biti stari grad Smlednik prvi izmed slovenskih gradov, za katerega bi bilo potrebno najti hitro in ustrezno rešitev za revitalizacijo. To so okoliščine, ki na eni strani, kot rečeno, silijo v to, da se zidovi sanirajo na tak ali drugačen način,
in na drugi strani pa je izpovednost tako arhitekturna kot tudi, če rečemo temu za znanost, takih zidov precej manjša kot na recimo, pa ne vem, če vzamemo za primer sosednji mali grad v Kamniku. In kombinacija tega dvojega je zagotovo lahko argument v prid temu, da mora sanacija Smledniškega gradu potekati nekoliko drugače, kot to velja za večino ostalih slovenskih gradov. Tako velik projekt, kot bi bila revitalizacija Smledniškega gradu, lahko uspe samo ob sodelovanju upravljavca, lokalne skupnosti in pa tudi države oziroma države v smislu tega, da se nekako pridobijo sredstva ali državna ali pa evropska. Ob tem se je že obiskovalcem predavanja porajalo vprašanje, kako naprej. Dr. Štular je podal nekaj iztočnic. Obilico možnosti vidi predvsem v izrabi modernih informacijskih tehnologij. Te vsebine je potrebno prilagoditi tako, da obiskovalec, ki naprimer na Smledniški grad pride za 1,5 do 2 uri, vemo, da bo v tem času se želel tako krepčati, malo nastavljati sončnim žarkom, nekaj minut ali pol ure pa bo z veseljem namenil tudi recimo temu spoznavanju gradu in njegove zgodovine. In v teh okvirih mislim, da že sedaj obstajajo dovolj dobre podlage, da se z enim sistematičnim delom, kakršnega tukaj predvsem turistično društvo Smlednik že nekaj časa izvaja, da v razmeroma kratkem času pripraviti zanimivo ponudbo. Zaradi slabega vremena so v večini primerov sobotne očiščevalne akcije odpadle in bodo na sporedu to soboto, če ponovno ne bo zagodlo vreme. Ponekod pa so že pljunili v roke. Slabo vreme preteklo soboto le ni preprečilo vseh predvidenih akcij turističnih društev. Najbolj v celoti so akcijo že izpeljali v Hrašah pod okriljem tamkajšnjega turističnega društva. Poleg vasi je 22 prostovoljcev še posebej s traktorji očistilo okolico Mežnarije pri tamkajšnji cerkvi. V Zbiljah pa so očiščevalno akcijo tako kot drugje sicer prestavili na to soboto, so pa izpeljali akcijo žaganja dreves na obali jezera poleg restauracije jezerov. Načrtovanje je bilo potrebno predvsem zaradi zagotovitve prave usposobljene ekipe ter primernih delovnih sredstev, ki so potrebna za gozdarsko delo v urejenem prostoru ob jezeru. Navkljub dežju je 10 prostovoljcev delo opravilo v celoti in predvsem brez poškodb. Celotno lesno maso so tudi pospravili, veliko tudi zmleli v lesno biomaso. To soboto pa trenutna vremenska napoved obeta izpeljavo očiščevalnih akcij po celotni občini. Krajani se jih lahko udeležite na krajevno običajen način. Ponavadi so akcije združene tudi z druženjem ob prigrizku ob koncu akcije, kar še dodatno pripomore k izboljšanju pogojev bivanja v naši občini. Vabljeni torej, da prispevate svoj košček v mozaik urejene občine. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali o tem, da so znani tudi rezultati kulturnega razpisa, na katerem je strokovna komisija med 19 prijaviteljev razdelila 150 000 evrov. Že v mesečni kulturni oddaji smo tudi poročali, da je po naši oceni zmagovalec upravičeno ali ne prav gotovo kulturno društvo Zbilje, ki ga vodi Franc Cegnar, strokovni sodelavec strokovne komisije. Ali je prav, da kdo sam sebi deli denar, je pred 2 letoma ugotavljala tudi protikorupcijska komisija in ugotovila, da to ni kaznivo, je pa nehigienično. Kakorkoli, Kud Zbilje je za projekte in delovanje sekcij, javnosti so najbolj poznane slikarske, delovanje drugih niti ne, so namreč prejeli kar 22 000 evrov. Primerljivo, Kud Oton Župančič Sora z vsemi svojimi pevskimi sestavi, gledališko in likovno sekcijo in vso folklorno dejavnostjo pa le 17 000 evrov. Za našo mesečno kulturno oddajo strokovna komisija ni namenila niti evra, kar je, glede na to, da se v letu dni niso spremenili niti kriteriji, niti pravilnik, precej nerazumljivo. In ker nam je nerazumljivih še kar nekaj stvari, se bomo udeležili seje upravnega odbora Kulturne zveze Medvode, na katero so povabili tudi člane strokovne komisije.
Mladinska sekcija Turističnega društva Zbilje pa je na Zbiljski Dobravi mimo idočim popestrila nedeljski sprehod in to s kulturnim dogodkom. Odločili so se za recital pesmi Simona Jenka, ki so ga izvedli v sodelovanju s Škofijsko klasično gimnazijo. V okviru projektne naloge je Urban Pipan, dijak Škofijske klasične gimnazije, v sodelovanju z mladinsko sekcijo Turističnega društva Zbilje minulo nedeljo pripravil recital pesmi Simona Jenka. Nastopajočim se je nasmehnilo tudi vreme in jim dalo možnost, da prireditev izvedejo na Zbiljski Dobravi. Danes sem pripravil v okviru projektne naloge recital iz opusa Simona Jenka, torej pesnika Sorškega polja, pa sem vključil zraven ene par pesmi, da so odrecitirali, 3 sem pa dal še prijateljem, da so uglasbili in odpeli. Posebnost prireditve so bile 3 Jenkove pesmi, ki so jih za ta dogodek uglasbili. Kot smo že omenili, pa je prireditev nastala v okviru projektne naloge. Za recital sem se odločil zato, ker moramo za projektno nalogo nekaj narediti, pa ali ne bo prevod ali pa kakšno tak recital ali pa dogodek. In sem se odločil, da prevoda na en delu, ker bodo že vsi ostali to delali, in sem se odločil za recital. Kar se pa tiče Simona Jenka, pa zato, ker je pesnik Sorškega polja in ker je največ opisal naše kraje. Pri izvedbi je Urbanu z vso svojo tehniko na pomoč priskočila mladinska sekcija Turističnega društva Zbilje. Za podmladek je bila ta prireditev prva. Drži, to je bila naša prva prireditev danes tukaj na Vaškem trgu, ki smo jo organizirali mladi v Turističnem društvu Zbilje. Uspela nam je po pričakovanjih. Kljub manjšim tehničnim težavam so bili obiskovalci in mimoidoči s prireditvijo zadovoljni. Mladinska sekcija pa za poletje že pripravlja nov dogodek. Poleti načrtujemo večjo prireditev za mlade, ki bo tudi potekala tu na Vaškem trgu, v kateri bo vključen šport in pa tudi nekaj kulture. Zalivam pridno jo gnoji, pa sonce žarko prisvetli. Tudi ta konec tedna bo potekala akcija Slovenske Karitas in trgovca Hoferja po vsej Sloveniji. Zbiranja živil in potrebščin za otroke, osnovnih živil s podaljšanim rokom trajanja, izdelkov za higieno, skratka v poštev pridajo izdelki, ki ne potrebujejo hlajenja. In kdaj? Jutri v petek popoldne med 16. in 18. uro in v soboto dopoldne med 9. in 11. uro pred Medvoškim Hoferjem. Mešani pevski zbor Kulturnega društva Jakoba Aljaža Medvode je v soboto pripravil v pastoralnem domu v Preski letni koncert. V goste je povabil mešani pevski zbor Antona Aškrca iz Koprivnice in sekcijo ustne harmonike Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič iz Sore. Na letošnjem letnem koncertu so se pevci predstavili s programom, ki so ga izvedli že decembra. Po besedah predsednice društva so dodali le nekaj pesmi. V čem se pa letošnji letni koncert razlikuje od predhodnih? Letošnji koncert se razlikuje predvsem po tem, da nismo nič dobili za kulturno izmenjavo, da bomo mogli seči v svoje žepe, da naše goste pogostimo. Ker lansko leto smo bili mi pri njih in so nas bogato pogostili in smo planirali tale datum, razpis še ni bil končan in zato smo se tako odločili in to bomo speljali do konca. Mešani pevski zbor Kulturnega društva Jakoba Aljaža deluje pod taktirko sedaj že 4. zborovodje. Zborovodkinja Katarina Trček vodi zbor drugo leto in prihaja iz Dola pri Ljubljani. Po poklicu je muzikologinja in tudi v domači župniji vodi zbor. Kakšni so pa vaši vtisi, izkušnje z zborom? S tem zborom zdaj vedno boljši. Napredujajo, poslušajo, pridni so, pravočasno hodijo na vaje, kakor toliko. Tako da meni so všečno, simpatični. V okviru kulturne izmenjave je v Medvodah tokrat že drugič gostoval mešani pevski zbor Antona Aškrca iz Koprivnice. Bolj resno so se začeli glasbeno udejstvovati od leta 2003.
Prihajamo iz Koprivnice, to je praktična Koprivnica pri Brestanici, bolj natančno bi lahko rekli iz Krške občine. Člani pa smo praktično se gibljamo od 25 do 32 nas je. Ne? Zbor je pisan, njihovi člani pripadajo različnim generacijam. Zapeli so zelo ubrano in večglasno. S kakšnim programom se boste pa danes predstavili? Prve 3 bomo zapeli sakralne, naslednje bomo peli pa bolj spomladanske, bolj popevkarske. Pevski program je popestrila sorška sekcija ustne harmonike. Orglice so namreč inštrument, ki so namenjene širokemu krogu občinstva. Nanje se lahko tako izvaja klasična glasba, kot tudi ljudske pesmi. Danes imamo pripravljenih 5 skladbic in sicer imamo več ali manj iz ljudskega izročila slovenskega. Imamo pa tudi eno skladbico You Raise Me Up, ko je mogoče znana od kje drugje. Začnemo pa z eno skladbico, mogoče malo bolj primerno okolju in sicer z Amazing Grace. Koncert je v pastoralnem domu v Preski omogočila župnija Preska. Prireditev pa je povezovala Marjeta Žebovec. Še ostajamo pri petju. Mešani pevski zbor Smleški žarek je v kulturnem domu v Smledniku v petek priredil koncert z naslovom Veseli večer med občani. Pod vodstvom Tomaža Grajzarja so se predstavili z 10 pesmimi, na odru pa se jim je pridružila tudi mlada zasedba Marcela In. Skupaj pa so z mešanico zabavne in narodno-zabavne glasbe navdušili. Člani mešanega pevskega zbora Smleški žarek zase pravijo, da so še mladi. Če ne mladi po letih, pa po srcu in letih ustvarjanja. Kot zbor namreč delujejo šele 2 leti, vadijo pa enkrat na teden pod vodstvom Tomaža Grajzarja. Naš koncert je bil namen letnega koncerta, ker imamo pozimi dosti časa, lahko hodimo na vaje, ker mi smo že starejše in imamo veliko obveznosti, nimamo nikoli cajt, ampak po srcu smo pa še mlade in rade prepevamo in to je za našo dušo in bomo v jesen še en koncert naredila. Koncert je bil sestavljen iz 10 skladb, večinoma so bile to zabavne in narodno-zabavne slovenske pesmi, ki so članom zbora blizu, saj so sami izbirali svoj repertoar. Pri tem koncertu so imeli tudi oni veliko zraven. No? Večino pesmi so izbrale pevke same. To, kar se pa pesmi tiče, je pa res nam da pa čisto svobodo in tole, recimo tale izbor, ki je bil smo veliko, mi same predlagali in Tomaž je z veseljem vsako stvar potrdil, ker on ni strog pevovodja, ampak krasen se zastopa. No. Na odru se je zboru pridružila mlada zasedba Marcela In, njihov nastop pa je bil zahvala vsem, ki so zanje glasovali na glasbenem tekmovanju. Ja, to je bila nekako zahvala, no, ker so nas zelo podpirali, vsi so glasovali za nas. Pa tudi tako, radi sodelujemo z marsikšnim in nam je bilo to res veselje. Moramo pač mladim pomagati, da pridejo, zakaj ne, a ni škoda mladih talentov, ker ne smemo reči samo, da je Marcela dobra, tudi David pa Dominik sta dobra in tudi te dva moramo podpirati, mislim, ker v glasbi, to je slovenska glasba in to moramo mi, mislim, podpreti, ne. Predstavili so se 6 skladbami, 3 različnih slovenskih ansamblov in 3 lastnimi. Pol pa še 3 naše lastne, se pravi, nisi mi vročih poljubov dajal, ne poznaš me, pa 50 maminih pomladi. Za vse nastopajoče sta bila dvorana in občinstvo domača. Zato tudi polna dvorana in odličen odziv publike nista bila presenetljiva, za nastopajoče pa zelo dobrodošla. Ljudi je bilo veliko tako, ja, da smo super so se odzvali, no, mislim, da so bili zadovoljni. Ja, zelo smo bili veseli, da vidimo, da z nam sodelujejo in da so veseli, da se je v naši fari, če tako rečemo, nekaj naredili tudi za ljudi, ker Smlednik slovi po tem, da imamo zmeraj dobre pevske zbore, še prej, ko je bil Slatnar. Zdaj smo pa rekli, da imamo obuditi to staro navado, da mladi vidijo, kako so včasih prepevali.
Jutri, torej v petek, se nam obeta ponovno premiera na Medvoškem gledališkem odru. Gledališka skupina Kuda Fofite na oder postavlja omnibus Eno de Young, sodobnega, leta 1950 rojenega ameriškega pisca dram, libretov in otroške literature Davida Ivesa. Širši svetovni gledališki javnosti je znan predvsem po 20 komičnih enodejankah. 5 od njih so jih izbrali v Kudu Fofite, tistih 5, ki po mnenju režiserja Branka Kraljeviča najbolj odražajo rdečo nit vseh 5. Ujeti pravi čas. Jasna stvar, 7 menijev, univerzalni jezik, davno tega daleč stran in besede so naslovi 5 enodejank ameriškega pisca Davida Ivesa. Mi smo bili na vajah 2, v katerih so nastopili Jure Galičič, Taja Vratarič, Johnny Baloni in Andraž Hafner. Posnetki so z vaje še preden je igralce v roke vzela maskerka. No, v tej igri, ki jo zdaj pripravljamo, pravzaprav igram 3 popolnoma različne vloge, tako da težko bi rekel, da mi je kakšna prav posebej pisana na kožo, ampak vsaki od teh pa najdem en izziv, ki ga bo pač treba premagati do same premiere. Tako da je pa fino to, ker so vse 3 popolnoma drugačne od tega, kar smo do zdaj delali, tako da je spet ena nova stopnica naprej proti izpopolnjevanju nekih igralskih lastnosti ali pa spretnosti. Bomo videli. Mislim, drugače, nekaj, kar itak še nisem probala, tako da izziv. Izziv tegale prizora, mogoče kaj? Jezik? Tudi to, predvsem pa ta jecljanje in ta problem, ki mi ga predstavlja moj jezik. In potem pač v drugi predstavi Opice pač čisti izziv gibanja in usklajevanja tega, da si opica in v bistvu vsem človeka. Ne, pravzaprav niso pisane na kožo, zato ker so take kratke, bolj skica, kakor pa vloga, ampak situacije so pa zanimive, ne? In v bistvu igraš neke situacije, ki niso človeško, življenjske, po drugi strani pa zelo spominjajo na samo življenje tako, kot je. Ne? Predvsem je odlična skozi proces kreiranja vloge, predvsem odlična, ker se soočamo s stvarmi, ki jih nikoli prej v življenju nismo počela. Ne? In to je zelo dobro, ker se v bistvu to, kar je gledališče eni svoji osnovi, je v bistvu prostor za eksperimentiranje, ne? In to ta predstava dopušča. Tako da z tega vidika je zelo, zelo dobro pisano na mojo kožo, z tega vidika, da pa Opic glih ne poznam najbolj, pa ni ravno najboljši, ampak, kot sem rekel, izziv je ravno v tem, da naredi stvari, ki še nikoli prej v življenju nisi počel. V preostalih 3 enodejankah pa nastopajo še Maša Kavčič, Katja Kutnjak, Monika Jekler in Zvone Nagode. Večina njih v večjih vlogah. Rekel skoraj, da tudi sami svoje režiserji. In je ta odgovornost večja, maske padajo in pred nami so bolj razgaljeni, kot so bili v prejšnjih igrah. Po žanru je ta igra pravzaprav vse, je komedija, je groteska, je drama, ena od teh je celo mogoče mal thriller psihološki in tako naprej. Ne smemo pozabiti, da so to postmoderna besedila. Ne? To je sodobna dramatika, ki je sicer pisana v jeziku, ki je komunikativen, ki ga gledalci lahko spremljajo, tudi, bom rekel, tisti manj zahtevni, ne? Ima pa not elemente, ki dosegajo tudi zelo, zelo zahtevno publiko. Ne? V središče vsake izmed enodejank je postavljen človek ali pač ne, ujet v vsakdanje odnose in ponavljajoče dogajanje. Ves čas išče oziroma bolje čaka na nekaj boljšega, čaka na srečo, čaka na svojih 5 minut, skratka na pravi čas. V slovenskem gledališkem prostoru, doslej smo zabeležili 2 uprizoritvi posameznih enodejank, se je pojavil tudi drugačen naslov, Zadet pravi čas ali Vse ob pravem času. Pravzaprav se ukvarja v teh besedilih z naključjem, kaj pravzaprav lahko nek trenutek v življenju pomeni. Ali ga ujamemo ali ga ne ujamemo in nam lahko s tem, ko ga ujamemo, pravzaprav bistveno spremeni življenje ali pa obrne v neko popolnoma drugo smer. Rdeča nit vsega je pa ravno to, a jim uspe ujeti pravi trenutek, tisti trenutek, ki bo pozitivno vplival na razplet dogajanja v njihovem življenju. Ta predstava bistveno nagovarja vse, ki imajo radi gledališče, zaradi tega, ker prvič to sestavljena iz 5 enodejank, ki
so žanrsko, situacijsko zelo različne, hkrati pa raziskujejo ali pa kaže glih moč gledališča, da spregovori tudi o situacijah, ki niso čisto realistične ali pa so celo daleč od realizma, ampak prav take situacije nam pa dajo možnost, da pogledamo sami vase. Dvanajst balerin baletne šole Steven, starih od 14 do 18 let, nas je ta konec tedna v nedeljo odlično zastopalo na Sussex festivalu v Angliji. S točko tema in variacija na glasbo Čajkovskega v koreografiji Andrewa Stevensa so osvojile odlično 3. mesto. Njihova baletna pedagoginja Nena Vrhovec-Stevens sporoča, da so bila dekleta odlično sprejeta, da je bilo vzdušje fenomenalno, odlična organizacija in aplavz po zaključku točke velik in zaslužen, prav tako kot 3. mesto. Medvoški silak Matjaž Belšak se je pretekli vikend prvič pomeril s svetovno elito silakov v tako imenovani Strongman ligi prvakov in že na svoji prvi tekmi opozoril nase. S 5. mestom je z 21 leti daleč najmlajši izmed 14 tekmovalcev svetovno Strongman elito presenetil in napovedal hiter vzpon med najmočnejše može tega športa. Tekmovanje za najmočnejšega moža je potekalo med največjim svetovnim sejmom fitness opreme v nemškem Kölnu, ki ga je tekom vikenda obiskalo kar 80.000 ljudi. Matjaž je v konkurenci 14 tekmovalcev iz 12 držav dosegel izjemno 5. mesto. Zelo sem zadovoljen, ker je to prva Champions Liga, v bistvu na najvišjem nivoju, kar se v Evropi lahko zgodi. Glede na to, da je moja prva tekma, sem s 5. mestom zelo zadovoljen. Silaki so se pomerili v 6 različnih disciplinah, v katerih so dvigovali in prenašali različne nepriročne rekvizite izjemnih tež. Denimo 200-kilogramskih lod, 400-kilogramsko jekleno ogrodje, 180-kilogramske betonske krogle in z mrtvim dvigom dvigovali 350 kilogramov težke gume. A Matjaž se največjega izziva doslej ni ustrašil, nasprotno tekmovanja se je izjemno veselil. Ja, seveda, to je pač neka želja, vsak, ki se s tem ukvarja, ima recimo željo, da enkrat pride saj kle, če ne še kam naprej, recimo na svetovno prvenstvo, če bi tako rekli. In seveda je to neka nova stopnja, neka nova želja, ki je bila uresničena. Med drugim se je Matjaž lahko z ramo obrami pomeril s svojim športnim idolom, aktualnim svetovnim strongman prvakom iz Litve, Zydrunasom Savickasom. Še več, pri 21 je uspel izenačiti rekord starejšega rivala v dvigovanju hloda, ki je znašal do letošnjega tekmovanja 190 kg. Ja, eden najboljših konkurentov je bil recimo Zydrunas Savickas iz Litve. On je 4-kratni svetovni prvak, pa 7-kratni prvak Arnold Classic tekmovanja, ki je tudi zelo prestižen. On je siguren, pravijo recimo, živeča legenda tega športa in mi je bilo v čas, da sem lahko z njim tekmoval. Tudi ostali so bili zelo dobri, recimo najboljši iz Srbije, iz Poljske, Avstrije, Maroka, iz Nemčije. Tako da ja, sem se tekme zelo veselil. Po končanem tekmovanju pa bo zamenjal uteži za kuhalnico. Za nekaj mesecev se namreč odpravlja na delo v Liechtenstein, kar pa ne bo ustavilo njegovih športnih načrtov. V avstrijskem Innsbrucku so mu namreč prijatelji priskočili na pomoč, da bo tudi med delom lahko ohranjal svojo izjemno moč. Probal bom biti čim boljši, no s časoma, let za let, da bom nekaj iz tega naredil. Potrudil se bom, da ne bo poškodb, je pa to zelo težko v tem športu. Računam letos, da bom tekmoval še vsaj v kakšni Champions Ligi. Popravil bom tudi nekaj tekem po Avstriji, Slovaški, kakšno v Nemčiji, sigurno. Tako da vsaka tekma je več izkušenj in si bolj pripravljen za naslednjo tekmo. Naslov najmočnejšega moža v domovini pa bo branil na drugem strongman tekmovanju, ki ga tudi letos namerava izvesti njegov domači klub. Prejšnji teden je Mednarodna plavalna zveza FINA potrdila, da s 1. aprilom začnejo tudi uradno veljati svetovni mladinski rekordi.
Na lestvici 22 disciplin, kjer prevladujejo rekorderji iz Združenih držav Amerike, Avstralije, Nove Zelandije in Rusije, je zapisan tudi Slovenec Peter John Stevens. Pirničan se je v zgodovino zapisal lani 30. avgusta z izvrstnim plavanjem in osvojitvijo naslova svetovnega mladinskega prvaka v disciplini 50 metrov prsno. Rezultat 27:74 je tako tudi uradno zabeležen najhitrejši čas na svetu, kar je za edinega Slovenca v najelitnejši plavalni druščini novo in, bodimo iskreni, tudi izredno težko ponovljivo priznanje. V italijanski Sapadi je potekalo tretje mednarodno tekmovanje No Border Cup v smučarskem teku. Ana Marija Lampič je zmagala med juniorkami, Anja Žavbi-Kunaver je bila druga, Janez Lampič in Nina Žavbi-Kunaver pa sta bila druga med starejšimi mladinci in mladinkami. V 16. krogu tretje slovenske nogometne lige Zahod je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode z 1:0 izgubila proti Kranjčanom. Mladinska ekipa je na gostovanju v Vrhniki izgubila s 5:2, na domači Zelenici je bila uspešna selekcija v 15, ki je s 3:1 premagala Interblok, v 13 je v gosteh osvojila 4 točke, v 11 je na domačem igrišču remizirala z NK Radomlje, v 9 pa je na gostovanju v Ivančni Gorici osvojila maksimalnih 9 točk. Članska vrsta Tineksa Medvode je v tretjem krogu lige za prvaka izgubila proti ekipi iz Krškega, končni izid je bil 79:72. Medvoški policisti poročajo tokrat o eni prometni nesreči, ki so jo obravnavali v Medvodah, v njej pa so bila udeležena 3 vozila. Kratka je tudi rubrika kazniva dejanja. V Valburgi je nekdo poškodoval tujo stvar, v Medvodah pa so se zgodile 3 tatvine. Ukradeno je bilo kolo, plinske jeklenke in motorna žaga z dvorišča. Medvoški policisti opozarjajo, da do 19. aprila na celotnem območju Slovenije poteka evropsko usklajen nadzor SPID, v katerem policisti poostreno nadzirajo voznike, ki bodo prekoračili najvišje dovoljene hitrosti v naselju in izven naselja. Policisti imajo za vas še eno opozorilo. Zaradi povečanja drznih tatvin pred nakupovalnimi središči vas opozarjajo, da bodite pozorni in ravnajte samozaščitno. Če pa boste opazili sumljive osebe, pa ne oklevajte s klicem na številko 113. To je za danes vse. V soboto vabljeni na čistilne akcije, če bo vreme vzdržalo, sicer pa vabljeni k ogledu naših oddaj prek tedna. Na snidenje.